Dober dan vsem skupaj. Mene veseli, da so danes predstavniki ZDUS-a na čelu z gospodom predsednikom Sušnikom se oglasili tudi pri nas na Slovenski demokratski stranki. Imeli smo enourni pogovor o problematiki upokojencev, ne samo o tem, kaj jih tare sedaj, ampak predvsem, kako bomo naslavljali probleme upokojencev v prihodnje. In jaz z veseljem ugotavljam, da se pravzaprav naše ideje izjemno dobro pokrivajo. Tisto, kar imamo mi v programu, vidim, da ima tudi ZDUS med svojimi prioritetami. Mi smo že dokazali, ko smo bili v vladi, je Slovenska demokratska stranka za upokojence dobro skrbela. Pokojnine so se poviševale z nadpovprečno stopnjo, tam od leta 2004 do 2008 so se povišale nominalno za 22%, realno za skoraj 10%. Tisto leto potem, v letu 2012-2013, ko smo bili v vladi, smo nadaljevali z delom, z dolgoročnimi rešitvami. Naredili smo pokojninsko reformo, ki je zaustavila padanje pokojnin in stabilizirala pokojninsko blagajno. In imamo rešitve seveda tudi ne samo za jutri, ampak tudi, kaj bi morali narediti že včeraj. Tako da naši predlogi so znani, res me veseli, da ZDUS te predloge, vsaj kolikor smo se zdaj na tem enournem pogovoru uspeli pogovoriti, v celoti podpira. Mogoče, če lahko 2-3 konkretne predloge, tiste najbolj ključne, izpostavite in koliko je dejansko realno, da se to v enem mandatu doseže? Povsem realno. Mi smo dokazali, da se v enem letu lahko ogromno doseže. Seveda se pa lahko tudi v 4 letih naredi samo bela knjiga o pokojninski reformi. Ampak od besed k dejanjem je pa seveda velik korak. Mi smo ga že naredili, ga znamo narediti in vemo seveda kako. Nekaj konkretnih predlogov pa je ogromno jih je seveda, tako da ne bom mogla povedati o vseh. Zagovarjamo državno pokojnino, uvedli bomo državno pokojnino za tiste seveda, ki niso svojimi prispevki vplačali v 40 letih v pokojninsko blagajno toliko, da bi si lahko s to pokojnino zagotovili dostojno starost. Za te bo poskrbela država. Seveda pa mora biti med tistimi upokojenci, ki so vplačevali v svoji delovni dobi več, in tistimi, ki so vplačevali manj, tudi neka razlika. Zato bomo več pozornosti namenili temu, da so pokojnine bolj odvisne od vplačanih prispevkov. Prva naloga, ki nas vse skupaj čaka, pa je seveda prečiščenje pokojninske blagajne. Danes pokojninsko blagajno, tako kot se je izrazil gospod predsednik Sušnik, smetijo mnogi nepotrebni izdatki, ki pravzaprav zamegljujejo sliko, kakšno je stanje v naši pokojninski blagajni. Ko bomo to vedeli, sem prepričana, da bomo našli tudi rezerve, ki bodo dale možnost za dvig pokojnin. Enega izmed ukrepov, ki pa bi ga jaz naslovila kot ukrep kratkoročne narave, pa je božičnica. Namreč vsem upokojencem, ki danes resnično zelo, zelo težko živijo svojo pokojnino, bomo omogočili, da dobijo božičnico v višini 500 evrov. Upamo, da jim bo to vsaj malo izboljšalo njihov socialni položaj, čeprav mi strogo ločimo socialne izdatke in socialo od pokojnine. Za nas je pokojnina neko zasluženo plačilo za minulo delo in nikakor ne enačimo pokojnine s socialo. Seveda pa moramo poskrbeti tudi za tiste, ki so v zelo težki situaciji. Ravno mogoče zato, niso samo upokojenci v težki situaciji, vemo, da nas čaka javni sektor, vemo, kaj se je dogajalo tik pred odhodom zdravstvo, ogromno nekih problemov, ki niso zgolj nekaj 100 tisoč, ampak se govori o milijonih, milijardah celo, ne. Danes smo se pogovarjali o upokojencih. Seveda so nam poznani tudi problemi iz drugih sektorjev in jih v svojem programu ustrezno naslavljamo. Ampak danes govorimo o upokojencih in o 500 evrih božičnice za upokojence. Hvala lepa. Hvala še gospod Sušnik.